točni, ne reprezentanci. Morda ste videli filmček na spletnih omrežjih, kako so navijači Efesa, kjer igra Saša Vujačić, že 2 sezoni presenetili košarkarje. Če ne, si to lahko ogledate na naši spletni strani na multimedijskem centru. Kaj pa je Saša Vujačić dejal našemu novinarju Mihu Mišiču pa v naslednjem prispevku? Ko je Slovenija dobila organizacijo Evropskega košarkarskega prvenstva, so si bili strokovnjaki enotni, da naša reprezentanca lahko osvoji kolajno, če se zberejo vsi najboljši košarkarji. Mednje gotovo sodi tudi Saša Vujačić. A po dogodkih leta 2009, ko je takole še igral na pripravljalnem turnirju v Sevilji, kasneje v Mariboru pa je dokončno počilo, je postalo jasno, da Vujačića ne bomo več videli v dresu s slovenskim grbom. Ni tu dobene višje sile, jaz pač nisem bil zaželen v tej reprezentanci in tega se ne da skriti. Ljudje dobro vejo, kak pa kaj. Nažalost je taka, kak je. Jaz sem rekel, da je ta zgodba končana zaradi tega, ker nisem oseba, ki dosti laja, predvsem pa ki laja bedarije okoli in pa jaz sem povedal resnico in vse to, kar je bilo. Žal mi je vseh teh mojih prijateljev, vse, ki poznam, vseh teh, ki mene poznajo, da pač ne mogo narediti nekaj zelo velikega za državo. Bo pa Evropsko prvenstvo kljub temu spremljal in držal pesti za države bivše Jugoslavije. Napeto bo, pravi, odločale bodo malenkosti. Mogoče imajo prednost, da so nekatere reprezentance zelo načrtano delale vzpon svojih reprezentanc in pa svojega kadra, tako da že dolga leta igrajo skupaj, kar se ne zna skriti, ne da se pridobiti v mesecu ali 2 uigranost. 2 prsta na prvakov lige NBA, takole ga je nesel pokazati tudi predsedniku Obami. Oba je osvojil z Lakersi, kjer je nekaj let imel pomembno vlogo, zadev nekaj pomembnih metov. Ljubezen je obojestranska. So me sprejeli kot člana njihove družine, tudi zdaj, ko sem se vrnil domov v LA, so me pričakali z toploto nekako in vedno mi je srce polno, ko vem, da se imam kam vrniti, tako da to je zelo ena velika čast, ne samo klub, ampak tudi ljudje v Los Angelesu. A ob vprašanju, kje v njegovem srcu je zapisana Slovenija, Saša ne more skriti čustev. Ostal bi brez besed, da bi o tem govoril, glede na to, da nisem imel nikoli priložnosti, da dam Sloveniji in pa navijačem, predvsem zaradi tega, ker ko se vrnem v Slovenijo, ko grem v Maribor, ko grem v Ljubljano, ljudje, ki me poznajo in ki vejo nekaj o meni, me vedno vprašajo, kaj je z reprezentanco in kaj zgodba je dolga. In to mi je žal, da pač nikoli se nisem mogel udeležiti tega, da nisem bil nikoli v nekem sistemu te prihodnosti, te reprezentance, ampak mislim, da si Slovenija zasluži to Evropsko prvenstvo, da so lačni dobre košarke, ne glede na trenutno ekonomsko situacijo in vse to, kar se dogaja. Mislim, da je košarka ta, ki bi jim lahko dala nekaki pozitiven vpliv in pa kjer bi se lahko združili moči, da naredijo nekaj zelo lepega. Zdaj nove resnice o igranju oziroma neigranju Saše Vujačića ne bova odkrivala. Me pa zanima vaše mnenje, koliko bi slovenska reprezentanca z njim pridobila. Absolutno. V tekmovanju na rezultat, kar to Evropsko prvenstvo vsekakor bo, se pravi, išče se rezultat in rezultat predvsem nosijo izkušeni igralci, jasno. Tako ko mlajši vnaša neko energijo, borbenost, agresivnost, tako ta skupina običajno starejših igralcev nosi tisto mirnost, izkušenost, preciznost v njegovem primeru in pomaga narediti vrhunski rezultat. On bi prišel prav sigurno. Vendar na silo ne gre. Mislim, da nobena reprezentanca, evropska reprezentanca, tudi na tem evropskem prvenstvu, ne bo uspela pripeljati vse. Vsi imajo iste probleme in vedno kdo manjka. Recimo zadnja leta so Španci, bi rekel, nabrali praktično vse, kar so lahko in so zato tudi zelo visoko kotirali. Mislim pa, da zdaj se tudi njim že počasi lomi in podobni situacije tudi Slovenija. Jasno, ne bo uspela pripeljati vse igralce, očitno Saše ne bo, to je škoda, vendar jaz upam, da bo pripeljala ostale in podobno kot druge reprezentance, bomo pač brez enega, 2 še vedno močna vrhunska ekipa. Red in disciplina je bilo vaše načelo, vedno ste z leti kaj popustili.
Ne, in vam moram povedati, bolj ko so ta pravila jasna, se pravi, bolj ko igralci točno vejo, kje je rob, prek katerega ne smejo, boljši so odnosi znotraj ekipe. Če igralci, cela ekipa točno ve, do tega roba tu čez ne smem, ponavadi ni velikih problemov. Jaz dejansko vodenja sistema, zlasti teh mladih igralcev zdaj, nimam nikoli problema. Kajti vsem dam jasno do znanja, to ja, to ne, in gre, funkcionira. Vem pa, da če jaz ne bi tega sistema postavil ali pa tega okvirja, roba, bi šlo malo en levo, en desno, ampak potem v smeri rezultata pa razvoja mladih igralcev sigurno ne bi šlo. V zlati